V Novem mestu, v Dolenjskem središču kemije in farmacije, je srednja zdravstvena in kemijska šola gostila srečanje mladih kemikov in 29. državno tekmovanje kemijskih tehnikov. Pomerilo se je 15 tekmovalcev iz 5 slovenskih šol, poleg novomeške še iz Ljubljane, Celja, Ruš in Lendave. Dijaki, ki pridejo na tole državno tekmovanje, so v bistvu najboljši dijaki naših slovenskih kemijskih šol. In res smo vsako leto prijetno presenečeni, ker pridejo z znanjem. Tako s teoretičnim znanjem, kot seveda potem z veščinami za delo v laboratoriju. Novomeško šolo je med drugim zastopal Jan Košir, ki smo ga smotili pred začetkom tekmovanja. Malo sem živčen, seveda, ampak sej, kar znam, zdaj gremo pa sam narediti, pa upamo na najboljše. Nalogo predpiše šola gostiteljica tekmovanja. Letos so tekmovalci analizirali kis. Dijaki pač morajo ustrezne stvari izračunati, preden se lahko lotijo konkretne kemijske analize in potem seveda, ko praktično delo opravijo, praktično delo se tudi ocenjuje. Vsak korak, vsaka stopnja se ocenjuje, če pač delo delajo po pravilih dobre laboratorijske prakse in potem zapišejo poročilo o svoji nalogi, kjer je pa seveda tudi kemijske reakcije, računi in na koncu rezultat, ki se tudi vrednoti. Dijaki morajo pri tem najbolj paziti, da so pri svojem delu, ki ga izvaja laboratorij, izjemno natančni, zanesljivi, dosledni, da se držijo postopka, da se držijo analiznega zapisnika oziroma samega dela, da imajo ustrezno zaščitno opremo, da vsako stvar posebej ovrednotijo in vsekakor praktično, kakor tudi z zapisom. Tekmovanje zahteva veliko znanja, natančnosti in laboratorijske spretnosti. Smo tudi med zimskimi počitnicami imeli v šoli priprave 3 dni, pa s profesorcami smo vadili računanje, pa jaz sem pač tudi sam se pripravljal teoretično. Pa tako. Kot mentorica pa tudi sem pa res vesela, ponosna, da se mladi odločajo za kemijo, da so pripravljeni ti dijaki vložiti še kaj več truda, časa, dela v priprave, kot je že Jan povedal, priprav je kar treba še mnogo dodatnega dela in res smo veseli, da imamo mlade kemike, da lahko tudi kot družba pričakujemo, da bodo poskrbeli za, vsa področja našega življenja. Priprave pa so se obrestovale. Prav naš sogovornik, sicer dijak 2. letnika, je namreč osvojil 1. mesto, Sajra Hodžić iz 3. letnika pa 3. Državno tekmovanje poteka vsako leto, vsaki 2 leti pa še evropsko tekmovanje, na katerem Slovenijo zastopata 2 najboljša tekmovalca. Lahko se zelo pohvalimo z rezultati na mednarodnih tekmovanjih. Letos je bilo mednarodno tekmovanje v Avstriji. Naš dijak, sicer Ljubljančan, je osvojil 1. mesto. 2 leti nazaj smo pa mi bili zelo ponosni na našega dijaka, je bil pa naš dijak evropski podprvak. Vzporedno z državnim tekmovanjem pa so pripravili tudi srečanje mladih kemikov. Ful je zanimivo, ko se iz drugih krajev pridejo, pa se podružijo malo, pa da vidijo, kako to vse poteka. Letos smo pripravili jogo smeha, da se bodo najprej malo sprostili, podružili in nasmejali, potem pa tudi rahlo tekmovalno obarvano druženje, najprej športne igre v odbojki, potem zabavni kviz brez analiz, kot smo ga poimenovali, in pa soba pobega, kjer se ravnokar nahajamo. Sobo pobega na novomeški kemijski šoli so pripravili že večkrat, tudi tokrat so v njej združili zanimive naloge in izzive. In sicer smo vključili različne kemijske izzive, se pravi, dijaki morajo rešiti določene naloge iz kemijskega računstva, potem križanko kemijsko, rebus, potem tudi križanko s simboli kemijskih elementov, v glavnem različne izzive. Za prihodnost in pomanjkanje kemijskih tehnikov se po besedah ravnateljice ni treba bati. Imamo dober vpis, veliko kemikov, kot ste videli danes tukaj, 200, skoraj 200, lahko rečemo, udeležencev. Jasno, če združimo vse šole skupaj, pa je ta številka še mnogo večja. Je pa to potencial, kader za zaposlovanje v kemijski in pa farmacevtski industriji. Kot kaže, pa je seveda povpraševanje po tem kadru veliko in upamo, da se bodo tudi zaposlili v teh vodah.
Novomeški dijaki so se izkazali tudi v družabnem delu. Zmago so slavili v kemijski sobi pobega in odbojki, bili drugi v kvizu, v skupnem seštevku pa so osvojili prvo mesto. Zveza prijateljev mladine Slovenije letos že 36. leto izvaja otroški parlament, pomemben projekt, skozi katerega mladi izražajo svoje mnenje. Vsa ta leta ga na občinski ravni pripravljajo tudi v Metliki. Tokrat je v občinskem otroškem parlamentu v sejni sobi občine Metlika sodelovalo 18 mladih iz osnovnih šol Metlika in Podzemelj. Razpravljali so o šolskem sistemu. Bilo je ful dobro, ker smo lahko izrazili svoje mnenje in kaj si mislimo in kaj bi lahko popravili. Pač bili smo v tej sejni sobi, tako so drugi politiki, ne, pač ni glih tak, ampak da, tako bilo ful dober občutek, ko lahko izraziš pač kaj si želiš in kaj bi lahko popravili. Več bi sodelovanja, pa več spoštovanja, pa več gibanja v naravi, ker tega je ful malo in naprimer v višjih razredih več sprostitve, ker pač imamo ful, vsej v 8. najbrž bomo imeli tako pomembno snov za naprej in bomo bili ful pod stresom. Ful mi je bilo všeč, zaradi tega, ker pač imamo tudi učenci pa otroci imamo v bistvu priložnost, da povemo ostalim pač to svoje mnenje, kako se nam je zdelo in ja, pač jaz sem ful uživala. Izpostavila bi pač, da smo imeli priložnost povedati tudi, kaj nas moti, kaj bi spremenili, tudi dobre stvari pa slabe in ja, to se mi je ful dobro zdelo, da smo imeli priložnost povedati tudi nekaj o šolskem sistemu, ker mi imamo v bistvu iz prve roke lahko vse povemo. Sprememba je bila, da se v bistvu sploh naš način poučevanja, da je malo bolj zabaven, da v šoli uživamo, da se tudi med sabo spoštujemo in da se imamo fajn. Mislim, nasploh je bilo to zelo zanimivo, zelo lepo. Sploh, da sem tukaj, ne, zelo lepo bilo. Ta šolski sistem te teme je dobro, ker lahko spostavimo probleme v šolah, naprimer učencem ocene. Učenci lahko povedajo sami, kakšne v šoli so, kakšne so te stvari, ko se lahko dogajajo, pa ne samo učiti, pa te glavni ravnatelji da določijo, kaj se dogaja, pa lahko povedajo, kak je njim všeč na razred, pa potem lahko izboljšajo. Tija je odlično vodila zasedanje Metliškega otroškega parlamenta. Zelo sem uživala in ful sem se sprostila, bila sem sama, imela sem občutek, da sem se ful razgovorila, da ful mi je bilo všeč to, da sem lahko tudi se vživela vlogo županje, ki tudi ona tako lahko govori pred vsemi in govorila pred celim, pred tudi njo samo, res mi je bilo ful všeč. Županja pa je vse mlade, njihova opažanja, predloge, želje pozorno poslušala. Opazila sem, da so naši mladi učenci iz osnovnih šol Podzemelj in Metlika pronicljivi opazovalci aktualnega dogajanja, kritični v svojih razmišljanjih, hkrati pa izredno vedoželjni in pa tisto, kar bi na nek način izpostavila, je tudi način njihovega razmišljanja, ki jih vodi k temu, da si želijo več avtoritete, želijo si več odgovornosti, prevzemanja odgovornosti se strani svojih sovrstnikov v šoli, želijo si več pravil, ki bi na nek način šolski način dela v šoli poenotilo. In tisto, kar pa bom rekla, me izredno veseli, pa je to, da si želijo več medsebojnega sodelovanja, več medsebojnega spoštovanja. Razmišljajo na nek novi način, obzavedajoč se, da smo ljudje narejeni tako, da moramo se med seboj spoštovati, sodelovati in imeti radi. Dobro so se vklopili v temo, preštudirali, nekako ozavestili tudi tisto, s čimer se srečujejo vsak dan, predvsem delo v razredu, med sebojnimi odnosi, kako poteka pouk, kakšnih sprememb si želijo in na kak način bi lahko tudi vplivali na to. To je enkratna priložnost, da otroci povejo, kaj jih teži, kakšni so kaj bi si želeli, da se spremeni, na kak način, da bi komunicirali med seboj z učitelji in da to tudi na glas povedo. In tega smo najbolj veseli. Županja pa je navdušena tudi nad zrelim odnosom mladih parlamentarcev.
K temu svojemu udejstvovanju so pristopili izredno odgovorno. Že 36 leto zapored v njih rastejo spletni retoriki, svoje občutke, izražanja so uspeli spletno ubesediti skozi razpravo in to je tisto na nek način, kar me navdaja tudi z enim upanjem, da med nami v naši sredini rastejo mladi, ki čutijo pripadnost lokalni skupnosti in čutijo tudi to, da so zdaj v bistvu na mestu, ko imajo možnost nekaj povedati v svojem imenu in hkrati od nas tudi pričakujejo, da bodo pri tem slišani. Na nas pa je, da upoštevamo njihove predloge in skušamo slediti njihovim pobudam. Metliški in podzemeljski šolarji so tako dobro izkoristili priložnost, ki jim je bila ponujena. Si povedamo med sabo, kaj nas moti, kaj bi lahko popravili na način skupnosti in da se združimo vsi na koncu skupaj in povedamo svoje pripombe, svoja čustva, ki jih hočemo povedati vsem, da slišijo, kaj nas moti in na koncu to skupaj si popravimo. Imamo v bistvu tudi otroci na nek način, da ne prednost, ampak da lahko izražamo svoje mnenje na nek kulturen način in da nas tudi odrasli podpirajo pri tem in da v bistvu lahko tudi uživamo na nek način in da se povezujemo in da tudi druge spoznavamo. Ker lahko izražaš svoje mnenje in se lahko tudi odrasli vidijo, kaj mi mislimo in kaj bi popravili. Zadnji dve učenki, Eva in Mija, pa sta bili strani vrstnikov složno izbrani, da občino Metlika zastopata na regijskem otroškem parlamentu v Novem mestu. Novomeški gimnazijci so ob visokem jubileju zavihali rokave. Ob Regarči vasi pri Novem mestu so ob 280-letnici delovanja posadili 280 dreves na območju, kjer je gost lani prizadelo neurje. Visok jubilej spremljajo številne aktivnosti, med njimi pa so želeli prispevati tudi k čistejšemu in prijaznejšemu okolju. Ideja je prišla strani dijakov, dijaške organizacije gimnazije. Želeli so prispevati neki skupnosti in na ta način tudi obeležiti 280. obletnico. Tako da se nam je zdela to zelo lepa ideja, zelena, trajnostna in predvsem odgovorna tudi do skupnosti lokalne, v kateri šola je. Projekt pogozdovanja so načrtovali že novembra lani. Za obnovo so izbrali 2 parceli v bližini doma krajanov Regarča vas. Tako da smo to potem podprli. Seveda so nas podprli tudi na Zavodu za gozdove, gozdno gospodarstvo in pa seveda najbolj pomembno mestna občina, ki pa je dala prostor, kjer lahko smo ta drevesa danes sadili. Ta prostor je lani v neurju, se pravi neurje porušilo drevesa, tako da smo zdaj tukaj pogozdovali danes. Danes je bilo res luštno, mi smo uživali, zamenjali smo učilnico za en tak res naraven in pač prostor, kjer smo se lahko sprostili, ni spet vse potekalo, pač smo se o tem prej seveda tudi izobrazili, naredili smo tudi varstvo pri delu, danes pa potem smo prišli na lokacijo in kar dosti hitro tudi posadili vsa drevesa. Sodelovanje je bilo temelj akcije. Gimnazijci so namreč delali v parih. In sicer eden od para je na začetku skopal manjšo luknjo, tako da je bilo v bistvu dosti zasadiko, potem pa je drug od para pomagal z zasadiko, pa potem smo še dodali zraven, da se bo tudi vedelo naslednje let, ko se bo v bistvu vse zraven še dodatno počistilo, da se bo vedelo točno, kje so sadike. Pri akciji je sodelovalo 40 dijakov, mentori ter zaposleni iz gozdnega gospodarstva in Zavoda za gozdove Novo mesto. Posadili so 5 različnih vrst dreves. Buku, hrast, javor, češnja in lepa. Namenoma smo zbrali večjo pestrost, pa tudi take drevesne vrste, ki so za naše čebelice, se pravi češnja in lepa. Tako da delo poteka lepo, se vidi, otroci so pridni in smo hitro končali. Gozd, ki je bil septembra lani po močnem neurju med najbolj opustošenimi mestnimi gozdovi, je tako dobil 280 novih dreves. Novo življenje nadgrajuje načrte mestne občine Novo mesto. V teku je priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za športno-rekreacijski park Sveti Rok na tem območju, s katerim želimo na novo osmisliti te površine, v bistvu predvideti njihov nadaljnji razvoj v smislu
uporabe tega gozda, predvsem za šport in rekreacijo. In osnova za to je seveda so drevesa in 280 novih sadik bo še kako prav prišlo. S posaditvijo dreves pa se povezano z novomeško gimnazijo ne zaključi. Dijaki in dijakinje bodo spremljali rast obnovljenega mestnega gozda. Mislim pa ja, da bo lepo, da se bomo šli tudi dijaki gimnazije še kdaj pogledati naše delo in kako bodo v bistvu drevesa skozi leta napredovala pa rasla. Gimnazija Novo mesto je ena najstarejših izobraževalnih ustanov v Sloveniji. Njena zgodovina sega v leto 1746. Skozi desetletja je pomembno vplivala na razvoj mesta in širše regije. Proslavljamo 280 let gimnazije in ustanovitev univerze, tako da verjamem, da je to super osnova za nadaljnji razvoj izobraževalnega področja v Novem mestu. Ideja o zasaditvi dreves se je porodila že ob 270-letnici novomeške gimnazije. Da bi morda zasadili nek drevored, ampak v Novem mestu ni takšnega prostora, kjer bi lahko bil gimnazijski drevored, pa da bi potem, ne vem, recimo vsako leto dosadili eno novo drevo. Tako da to se nam je pa zdela lepa ideja, no, da popravimo, kar je narava zrušila lani. Mladi so sodelovanjem v akciji 280 dreves za 280 let novomeške gimnazije spoznali, da sajenje dreves ni le fizično delo, ampak tudi pomemben prispevek k ohranjanju narave. Kljub šele 18 letom je Mark Kastelic že uveljavljeno ime v avtomobilističnih krogih. Prvi zametki kariere dirkača, ki smo ga obiskali v njegovem domu v Ivančni Gorici, so stari skoraj 15 let. Po 3 letih, spomnim, ali po 5 letih, sem videl mojega očeta, ko je prvi začel z kartingom dirkati po slovenskih stezah in valjda sem se s tem navdušil. In takoj sem jaz hotel naprej in potem sem že pri 5 letih so kupila en majhen go-kart in sem začel v krogih pelati. Začel je pri 4 letih, ker mene je videl, ker je z mano po dirkah hodil, pa je pač izrazil željo, oče bi tudi to probal in je bil res takoj navdušen. Kako pa so bili videti njegovi dirkaški začetki? Ni bil hiter, on je bil najmanjši, daleč najmanjši od vseh, on je bil zadnji, on je bil vedno zadnji, on je bil krog za zadnjim, ampak svojo z mamico vedno bijela in on je skozi mislil, da je zmagal. On sploh ni se zavedal, kdo je prvi, kdo je zadnji, tako da on je dirkal proti 8 let starim, tako lepo je bilo. Nekaj let je po slovenskih progah vozil go-kart, ko jih je štel 10, pa so se podali tudi čez mejo. V Italijo, tam je bil ta dirkaški svet najbolj razvit in smo tam videli potencial. Šel sem v tovarniške ekipe in sem tam dominiral scene. Pri 16 je naredil še korak naprej, se je iz go-karta presedel v pravi dirkalnik ter pričel dirkati v italijanskem prvenstvu razreda GT4, kjer je v samo 2 sezonah dosegel praktično nepredstavljive uspehe. To prvo leto sem v italijanskem prvenstvu končal na 3. skupnem mestu, to drugo leto sem ga zmagal. To drugo leto smo tudi se vrstili iberijskega pokala, ker smo ga na koncu končali na 3. mestu. In pa v evropskem mestu je bil največji, ko rečem na evropskem tekmovanjih, sem pa končal na 5. mestu, najboljši na posamezni dirki. Letos pa bo dirkal v višjem kakovostnem razredu GT3, ob čemer bo zamenjal tudi dirkalnik. Doslej je vozil v Mercedesu, zdaj se seli v Porsche. Mercedes je motor od spredaj, Porsche je motor od zadaj in se tudi avto, ki ti peleš hitro čez ovinke, se čisto drugače čuti. Na kakšen način? Je avto ful igriv, med ovinki ti ga veliko vzame od zadaj in te je malo strah, ker pa Mercedes je vse to bolj kontrolirano. Mercedes je nasplošno malo bolj tak avto, ki več zaviješ, več časa čakaš, da avto pohodiš na gas, s tem se moraš pa skozi igrati. Tako da zato pa je pri tem avtu potrebno, da imaš ti res tega kilometrine zelo veliko, preden greš prvič na dirko. V razredih GT ekipo pogosto sestavljata 2 voznika, ki se med dirko v dirkalniku zamenjata. Ko jaz končam moj del, moram jim povedati, proga je takšna, pazi tega, pazi tam. In boš tako ful hitro napredoval. Vem, da on hoče zelo meni pomagati, tudi 10 let starejši od mene. Poudarja sicer, da dirkanje ni nevaren šport. To je po mojem eden izmed bolj varnih športov, ker se ti zelo nevaren. Mi smo sicer noter v kletki, kot nekako, tako da karkoli bi se meni zgodil, bi bilo bolj samo finančni strošek, ker pa, da bi mene kaj bilo, edin če se avto res prevrne ali pa da zagori, imaš pa itak negorljive stvari gor, tako da nevarnosti skoraj nimaš, ograje, pesek, preden prideš do ograje, tako da
tukaj to res ni nevaren šport, kot ostali mislite. Bi se s tem strinjala tudi njegova mama? Mark reže dirka zelo dolg časa. Ni možno nobene take resne poškodbe. Ajde, v kartingu bi mogoče prej prišlo, da bi lahko prišlo do kakšnega zloma ali pa kaj. Ampak to je bilo res tako zelo, zelo redko. Jaz sem bila na primer na res velikih dirkah z njim in te kakšne poškodbe so bile res, res redke. Tako da zaradi tega me ni strah. Ajde, imate strah tisti, ki štarta, ki gre vse naenkrat v eno vink, ne. Tiste je strah, a bo prišel čez ali ne bo, ne. Kot pri vseh športih je tudi to fizična pripravljenost izjemnega pomena. Mark dosega poleti v avtu temperature med 60 in 65 stopinj, to normalen, nepripravljen človek ne zdrži, da sam počaka noter, ne, kar pa da to 1 uro vozi pri pulzu med 160 in 180. To so dvakrat na dan trening, kardio, na utežeh, na elastikah, tako da prav premišljeni treningi in vaje za dihanje. Pri vsem tem pa ne moremo mimo dejstva, da je Mark kljub večletnim dirkaškim izkušnjam šele avgusta lani dopolnil 18 let. Slovenski avtomobilist leta 2025 v lanskem letu sploh še ni imel opravljenega vozniškega izpita. Naredil sem ga meseca januarja. Malo so mi na začetku delale težave te prometni znaki, ne prometni znaki, bolj omejitve, samo ker smo šli. Mu vožnja po navadnih cestah po letih dirkaških izkušenj zdaj predstavlja kak poseben izziv? Ne maram tle se nekaj izživljati nad drugimi. Res se peljem po omejitev, zaradi tega, ker ne vidim nekega ekstra adrenalina, da bi se tle pelil 190, 220, ker se tam peljem 260 vedno na progah. Tako da ja, jaz sem varen voznik, tako da ne pričakujte nekih radar kazni od mene. Kljub doslej že bogatim izkušnjam in številnim uspehom je kariera Marka Kastelica še na začetku in zanimivo bo videti, kam ga bodo ponesli talent in predanost, pa tudi zrelost, ki presega njegova leta. Novomeška skupina Jaja Boys ob obletnici albuma To je punk predstavlja videospot za skladbo Oda punkerju. Neposreden, brezkompromisen manifest outsiderjev. Videospot, posnet v kamnolomu v Soteski, vizualno sledi energiji komada. Od surovega okolja do simbolnega obračuna s sistemom. V mrazu, megli in blatu je ekipa ustvarila zgodbo o obujanju punkerja in njegovi ekipi.